Pozdravljeni nazaj na najinem kanalu, kjer smo v prejšnjem vlogu pristali na Novi Zelandiji, najinem novem domu za 1 leto. V prvem delu zgodbe po Aucklandu smo šli čez vso birokracijo in papirje, ki sva jih morala urediti, danes pa gremo že na bolj zabavne stvari. Kupiti morava namreč najino hiško za 1 leto. Dobrodošli v drugem delu vloga po Aucklandu. Čas je za novo poglavje v življenju in iz smrdljivega hostla sva se preselila k babici. In ko s tem mislim dobesedno to, kar sem rekla. Poglejte, klele imamo njene slike, pa njenega pokojnega moža. Taka lušna gospa zgleda. Drugače imamo pa klele lepo glavni prostor, se pravi dnevno sobo. Vse je oblečeno v tele prečudujte tepihe, pa polštrečki so posod, pa tele stari kavči, tako ful lušno. Ok, Cindy, počas. Tole sicer zgleda res fascinantno. Notranjost hiše pravega kivija. Ampak daj pejmo pred ogledom hiše najprej korak nazaj, pa nam povej, ko se tukaj sploh pristaja. Ja, od hostla res ni bilo ne vem kaj. Umazan, smrdljiv, zelo majhna soba, polna najnih bacilov in za povrh še zelo drag. Glede na to, da je bila naslednja stvar na najini agendi nakup campervana, za katerega nisva bila čisto prepričana, kako dolgo ga bova iskala, ni imel finančnega smisla, da ostaneva v hostlu. Zato sva se raje odločila, da poskusva najino srečo na platformi HelpX. HelpX je spletna platforma, kjer popotniki iščejo priložnost za delo v zameno za nastanitev in hrano pri gostiteljih po vsem svetu. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi vrstami dela, kot so kmetovanje, vrtnarjenje, turizem in drugo. Na ta način vsi dobijo nekaj koristnega. Domačini pomoč pri opravilih, popotniki pa zastonj nastanitev ali hrano, ki sta večinoma tudi največji strošek na potovanjih. Spotoma pa se spodbuja še kulturne izmenjave. Podobne platforme so še Workaway, Woof in Worldpackers. Midva sta se odločila, da bova vrtnarja pri gospe Sally, oziroma bolj natančno pri njeni mami, ki je bila ravno izven mesta. Vselila sva se v njeno hišo, Sally pa nama je za povrhu vsega priskrbila še hrano. Ampak do tega še pridemo. Pa imamo kuhno in naša babi ima vse. Tle imamo kristalne kozarce, tamle imamo tako srebrnino in srebrn bištek. To pokaž. Še prav v kavčku. To je kar scensko. Ampak je pa moderna babi, ima pomivalca pa vse. Ja, pa imamo klelele, pridite pogledat najino spalnico. Taka luškana spalnica. V bistvu so se kar upgradeala z 2x2 metra hostla. No, najboljši del je pa veranda, to pa definitivno. Evo, tule je pa veranda, pa še pol najlepši vrt spredi. Evo, tole zadnje je v bistvu še vse, kakor od naju. Oziroma je to vrt, ki ga bomo mogla v naslednjih dneh malo urediti. Ja, dobila sva čist nafilen hladilnik, pač vsega imava poln in v zameno za prenočišče in hrano morava pač malo vrtek zrihtati, pa babi rab malo neke strope, da se izpuca. Rože zalit pa... Pa rože zalit, ja. Delo, zlasti vrtnarjenje, se je kasneje izkazalo za zelo naporno in veliko zahtevnejše, kot sva si sprva predstavljala. Predvsem pa nisva toliko delala na samem vrtu od mame, pač pa od Sally, ki ga ni imela čas urediti že kar nekaj let. Ampak sledil je prvi dan iskanja najinega novega prebivališča. Campervani pridajo v vseh velikostih in oblikah tukaj na Novi Zelandiji. Od enostavnih avtov oziroma enoprostorcev predelanih v kvazi avtodomek, do nekih klasičnih izvedb predelave kombija v začasno prebivališče, do ogromnih avtodomov ali celo avtobusov. Najina odločitev za nakup je bila mešanica želje in praktičnosti. Želje v smislu, da so si že nekaj časa želela izkusiti van life izkušnjo, praktičnosti pa v tem, da ne mečeva denarja skozi okno za najemnine, ampak kupiva dom na 4 kolesih in o prodaji vsaj del denarja dobiva povrnjenega. Sva pa imela kar specifične želje, kaj si želiva. Prva postavka je bila velikost. Mora biti tako velik, da lahko stojiva v njem.
To zlasti pride prav pri kakšnem kuhanju, plus v njem bova živela 2. Torej je dobrodošlo, da imava vsaj nekaj prostora za premikati. Druga pomembna želja pa je bila elektrika oziroma baterije in sončne celice. Da vam sledilcem prikaževa najino življenje na Novi Zelandiji, morajo biti najine naprave za snemanje napolnjene. In teh ni malo. Kamera, dron, računalnik, GoPro, mikrofoni, vse to potrebuje elektriko. Če spotoma lahko laufava še hladilnik, je to le dodaten plus. Tretja stvar pa je bil fiksen WC. Prvič, ker je imeti WC izredno praktično, kar sva tudi kasneje izkusila, in drugič, ker sva vedela, da se z naslednjim letom spreminja zakonodaja in kemperji, ki ne bodo imeli fiksnega WC-ja, ne bodo več mogli spati kjerkoli, kar pa nama na dolgi rok izredno zmanjša možnosti prodaje kombija. Seveda pa je treba potem paziti še na starost, prevožene kilometre in seveda ceno. Čeprav sva pridno varčevala in kar nekaj stvari v Sloveniji prodala ravno s tem namenom, da si bova lahko kupila dober kemper, je mošnjiček in količina cekinčkov omejena. Vse te želje pa so nama posledično izredno zmanjšale nabor vozil, ki so primerni za nakup. Ampak kljub temu sva se podala na ogled prvega. To je bil Ford Transit. Kje sva? Na double deckerju. Double decker, dvonadstropni avtobus. Glejte, kako fajn zgleda tole. Čist spredi sva. Čist spredi. In gledava na vse ljudi dol. In sva rekla, da greva kar pogledati za kakšne kombije. Tako da pičimo na ogled kombijev. In bil je v redu. Vse najine želje upoštevane. Fletna kuhna, še celo tuš. Smo se odpeljali tudi na testno vožnjo. Če ne bi bil to najin prvi ogled, vprašanje, če ga ne bi kupila na licu mesta. Ampak se veste, kako gre. Ne moreš kupiti prve stvari, ki jo vidiš. In hvala Bogu, da je nisva. Saj so kasneje ugotovila, da je imel eno lastnost, ki ga naredi veliko manj praktičnega. Ni imel stranskih vrat za vhod in izhod, le velika zadnja. Pa je bil čas, da se vrneva na delo k Sally na vrt. Ta vrt še danes povzroča nočne more. Gospa Sally namreč vrta ni uspela urejati že kar lep čas, kar pomeni, da se je izredno zarasel. Ker sama kot lastnica restavracije nima prav veliko časa, se je odločila, da najde 3 pridne osebe na platformi Helpix, ki bodo celoten vrh zorale, spravile ven ves plevel, odstranile nepotrebne rastline, skratka naredila grede spet funkcionalne. Čemu je v bistvu problem tega buša, ne? Ker sej tole, če gledaš, to bi vse skupaj samo zagrabil in ven potegnil, sam ne gre, ker pa imaš pa vmes. Evo, tole metko, ki je pa pač ne smeš ven otrgati, kar pomeni, da se moraš prebiti čisto dol, do njene korenine, jo ven spulti in presaditi drugam, ker tako babica hoče. In še jih imate, tlele vmes, tole meta, kar pomeni, da moraš to zelo, zelo precizno presejati, ne? Zato gre pa toliko počasi. Da ne začnemo v tem koreninskemu sistemu, do katerega se potem prebiješ. Ker tole ven spraviti, to je še ene 50 cm nižji dol in morava cele jarke kopati, da se prebijeva spodaj in ves ta plevel in njihove korenine vam potegnem, če mislimo vsaj približen, narediti tale vrt funkcionalen. Tako da tole, kar vidite tlele, tole je zaenkrat ene 3 ure pa pol dela, pa še včeraj kakšna urica, evo 4 ure pa pol za praktično 20 cm. Nič. Ja, imamo pa še čist do konca, pa tam čez, plus ta stran na drugi strani. Tako da dela dosta, ne Cindy? Dela nam zmanjka. Naša Kitajka se pa boji, da bo dela zmanjkala. Na Bog. Ampak se ni bilo za pritoževati, saj smo zvečer dobili okusno večerjo, ki nam jo je Sally prinesla iz restavracije. Pojest in spat, saj nas je že čakal nov dan za iskanje kombija.
drugi dan, drugi ugled, drugi poskus. Zdaj, kakor ste videli včeraj, lahko seveda kupuješ od nekih posameznikov, se pravi, predvsem se to prodaja potem preko nekih Facebook skupin in tako. Zdaj, druga opcija so pa dejanske avte, hiše ali kakorkoli bi temu rekel. Tako da to je pa nekam, kamor se odpravljava danes. Tretja opcija oziroma tretja rešitev pa so avtosejmi. Le-ti so pa namreč za vikend in tudi mi doma planiti na sejem, ampak glede na to, da morava do vikenda še čakati, sva rekla, da je pač kakšno drugo možnost prej probati. Mislim, čakati. Saj smo imeli en vikend, ampak če smo bili bolni. Ja, no, bolni smo bili, kaj ne. Zdaj morava pa naslednji vikend čakati. Se sem splačal, bova mi dobila enega, ga mora še, ga bomo poimenovali, kaj ga dobimo. Kot so ugotovila v naslednjih dneh, je iskanje velikega kombija izredno naporno delo. Več ali manj se namreč tu prodajajo te neke male izvedbe campervanov, večinoma predelani delovni kombiji znamk Toyota, Mitsubishi in Nissan. Teh je res milijon. In slabost le-teh je to, da so izredno nizki, kar sva pa že na začetku povedala, da nisva želela. Imaš nekaj izvedb tako imenovanih high-topov, torej z dvignjenim stropom, ampak to je daleč od tega, da lahko notri stojiš, razen če se niže postave. Kaj je, da nima pismo nobenih umarca, ne? Evo Naja, dan 3, tretji poskus, da najdemo najin campervan. Zmeri bolj smo obupani. Ja, se mi zdi, da ga bo vsak dan slabše oziroma manjše, kar pa ni glih, kar midva želiva. Tako da, bomo videli, a ne? Bomo videli. Smo pozabili flafsterja doma, pa moramo pa malo zaščititi tale zvočnik. Anyway, v glavnem, kakor vidite, samo pač neki ta mali avtki oziroma minivani za mamice. Neč pa kaj bolj konkretnega je zdaj rekla sicer, da bo poklicala še eno, pa da imajo en kombi, pa da ga pripelje sem. Bomo videli, no, kva se pripelje sem. Je pa res, da sem midva kar zahtevna kupca glede tega, kaj hočeva imeti. Kva midva vse ne obljudiva za tele campervane, a ne? Ja, sva šla še na vlak, tako da bomo še to testirali tukaj v Aucklandu. Super, takrat pa Papa Toy Toy. Papa Toy Toy. Please mind the gap between the train and the platform at the station. Drugač pa tisti kao večji van so pol pripeljali, ampak je bil glih isti sranje, tisti, kar sva včeraj gledali, vse nekaj majhno. Oziroma veliko slabše. Še slab, in s tem, da sploh še ni bil zrihtan, bi rabili še 2 dni, da ga zrihtajo. S tem, da jaz sem ne zaupam, da vso WC napeljavo in elektriko in vse umarce in vse posle v 2 dneh oni to sklamfajo skupaj. Pač prazen je bil, prazen. No, sem rekla, zdaj, če so pa že glih na jugu, so videla, da je tle še ena prodajalna. Pa daj, pojva še to pogled, če sva glih tle, sicer glih tle pomeni 40 minut peš, ampak okej. Samo potrudili, vse za campervan. No, glavno, midva se res nekako s težkimi mukami prebijeva do te poslovalnice, samo zato, da ugotoviva, da je zaprta. Na telefon se nama javil ni noben, to nama pač ni bil nobena rdeča zastavica. Zastonj sva delala vse te kilometre. Na tej točki naj jo je res že malo skrbel, saj ponudbe ni bilo veliko. So bili na voljo Mercedesovi sprintervani pa crafterji, ki so sicer popolni, ampak imajo tudi temu primerno ceno. Ja, nič, back to the drawing board in spet sva prelistala vse mogoče Facebook strani, TradeMe oziroma novozelandsko Bowho, ostale oglase in najdete kaj novega. Medtem pa vemo, kaj se dela. Naporno tole, Noro. Med vsem tem šajem se namreč najdejo uporabne rastline, katere Sally želi obdržati, namnožiti in uporabiti v svoji restavraciji. Poleg mete so to še peteršilj, rabarbara, rožmarin, pa še kakšno čudo se najde. Kar se ne zapolni s temi rastlinicami, pa bi usadila nove poljščine in rastline, zato smo mogli odkopati kar precejšen del vrta. Je bilo pa po nekaj dnevih tole že sila naporno. Skozi prisilni drži, nenavadni gibi, ugotoviš, da je vrtnarjenje ena taka celostna vadba za telo. Ne pomniva, kdaj naj jo je nazadnje toliko bolel hrbet in rit.
Pa ne zgleda slabo, no. Pa zdaj kar vrdubu veliko, no. No. Še stole rabarbarico vmes. No, ne. Ne, v redu, zgleda, ja. Vse počas pa bova. Čak pa bo. Pa še ena stvar, ki sem jo kumi čakala, da pridem na Novo Zelandijo. Tele pipe, ki si moraš vodo skup mešati, da imaš pač mlačno. To je prav tako pristen, autentik kiwi experience. Sicer baljivka je fora, no, ampak ja. Ja, ampak to je tudi tukaj, tako da super. No, tole pa je zaslužena večerja. Dober bo dober, pa še sangrijo imamo. Moram reči, da pri Sejli se je res dobro jedel in moram reči, da ta dobra hrana nama je vlivala moči, da sva šla lahko še naprej gledati Campervane, ker vmes se je že pokazala nova priložnost. Nama je ratov nekaj nemogočega. Nemogoče je mogoče. Fulno je skrbel, da v bistvu pri taki količini denarja, ki ga rabva za pač Campervana, da nam na bojo pustili toliko velike količine dvigant, ker z vsemu temu, kar se dogaja zelo po svetu, pa ukinitvijo gotovine itd. Sploh tlele recimo je bil kar polstar, oziroma postar, da pač 1. decembra ukinjajo poslovanje z gotovino. In da lahko dobiš pač gotovino samo še na bankomatu, ampak pač, to so pa ful majhni zneski. Ja, tako da midva do une vsote, ki je rabva sploh ne mogla priti v nekem doglednem času. Ampak dobro, očitno do 1. decembra se to da, tako da so zelo dvignili en zajeten kupček denarja, da se Alex prav nelagodno počuti. Bravo mi. No, povej pa, kam so zelo na poti. Zdaj greva pa enega Campervančija gledati, enega Volkswagna. In sva kar optimistična, tako da to je tudi razlog, zakaj sva šla zelo denar dvigant. Mislim, danes je tudi prvi dan, ko sva ga lahko dvignila, To je tudi res, ja. Mogoče ta The Lucky One, ne? Ja, 4. gre rado ali pa. Nekaj takega. Mama ga, kupila sva ga. Kuj, mama, dobro. Ampak pot do tega trenutka je bila stresna. Preprodaja sred parkirišča, skupaj denarja na pultu, kot da smo sred mafijskega filma in seveda prebled tudi z drugimi problemi. Snemo se nekam naprej mudi. Ne vem, jaz nimam dobrega občutka. Pridruži se nama v naslednjem vlogu, da vidiš preostanek zgodbe, kako so na koncu le prišla do najinega Campervana. Adijo, oziroma kot bi rekli tukaj, kakite ano!